Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes sem delovna. Stročji fižol. In tukaj stročji fižol, v glavnem en kup stročjega fižola. Letos imam tak pridelek, da je to nekaj neverjetnega. Tako da zadnjič sem bila kraljica, dobesedno blitve, ogromno blitve sem letos pridelala in samo porezala sem jo in že spet nova raste. In zdaj stročji fižol in ja, res, tisti, ki imate vrt in tisti, ki ga nimate, vas spodbujam, dajte si za naslednje leto planirati svoj vrt. Vam povem, to je tako užitek, ko pobiraš svoje pridelke in to je najbolj zdravo na tem svetu. No, ampak danes bi rada govorila prav o stročjem fižolu, zakaj je tako zdrav. Pod prvo moramo razumeti, da je to pod prvo vir vlaknin, po drugi strani je pa vir beljakovin, vir B vitaminov, vitamina K, potem sploh vitamin B9, B3, v glavnem kup vitaminov in mineralov vsebuje fižol. Zdaj, seveda, več ima zrnati fižol, ampak vemo, da marsikdo ima prebavne težave, sploh ga napenja in ima izpušne pline pospešene. Predvsem pa stročji fižol, glejte, jaz za eno kosilo ga recimo takole mlad fižol, za eno pest, ali pa mogoče več, no takole, recimo nekaj tagale, poleg nekaj, mogoče en zrezek, nekaj od mesa, ali pa popečen sir, skledo solate in mogoče zraven pojem še recimo ajdovo kašo ali pa kaj takega. V glavnem velikokrat samo skuham fižol, par fižolčkov in je to. Kako ga bom zdaj pripravila? To gre v skrinjo, tako da v glavnem očistila ga bom, blanširala, toliko da zavre in potem gre v skrinjo. In to je odlična domača zelenjava, za celo zimo imam svoj stročji fižol in ja, njega čez zdravje. Zdaj pa poglejmo pomen vlaknin. Danes bi dejansko rada o tem govorila, ker če gledamo, da s stročjem dobimo ogromno količino vlaknin. Vlaknine, zakaj so pomembne? Poglejte, tukaj imamo jetra in žolčnik. In dejstvo je, da če imamo zadostno količino vlaknin v svoji prehrani, se jetra in žolč, v bistvu te žolčne kisline, v glavnem to se veže na vlaknine in to gre potem v WC školjko. V nasprotnem primeru se pa ne zmore žolč zadostno prazniti, ostaja vse skupaj v jetrih. Skozi jetra pa vemo, da se čisti tudi kri. Vsakič, ko srce požene kri po našem obtoku, vsakič tudi gre skozi jetra. In v vsakem primeru kri želi pač imeti funkcionalna jetra in če ni drugega, pač strupe odlaga nekje drugje. Kam jih odlaga? Ja, predvsem v maščobno tkivo. Zato je tako pomembno, da jemo zadostno količino vlaknin. Zdaj pa druga zadeva. Ko se pa lotimo hujšanja, pa v bistvu z vlakninami lahko naredimo droben trik. Vemo, da recimo, če želiš stopiti odvečno maščobo, moraš pač kvihtati, da to predelaš, ne? Se pravi, povečati treba porabo, da je poraba večja, kot je vnos. In predvsem je treba še dodatno povečati porabo, da porabimo tudi uskladiščeno maščobo. Ampak obstaja en trik. In sicer ta trik je tak. Če imamo mi zadostno količino vlaknin v svoji prehrani, to pomeni, da kri, ko se izlušči iz maščobne celice, maščoba gre po krvi v jetra in se preko žolča ta odvečna maščobna kislina veže na vlaknine in jih dobesedno spustimo v WC školjko. Za vse tiste, ki imate probleme s prebavo in da imate tako blato pacasto, to je prvi pokazatelj, da imate pomanjkanje vlaknin v vaši prehrani, lahko imate tudi povišan holesterol, ker to kaže, da imate v bistvu zapacana tudi jetra in da je treba nekaj narediti. Zdaj pa prav pri holesterolu, eno so vlaknine, so potrebne. Druga stvar pa, kdor ima holesterol, pa rabi večje količine B vitamina in prav v stročjem fižolu in tudi v fižolu na splošno se nahaja ogromna količina B vitamina, ker kaj naredi B vitamin? Poglejte, mi pojemo neko zdravo maščobo, recimo avokado, se opravičujem. Pojemo avokado in to je dobra maščoba.
In ta dobra maščoba se potem razgradi na maščobne kisline, gre v jetra in zdaj tukaj jo kri pobere, da jo nese naprej recimo v možgane. In to je zdaj super. Ampak, če imamo pomanjkanje B-vitamina, na poti pač oksidira ta maščoba in se prilepi na stene žil. Če imamo pa zadostno količino B-vitamina, pa naredi oblogo okrog te maščobne molekule, tam B-vitamin, in prispe potem ta maščoba v možgane, ker dejstvo, če gledamo možgane, možgani so pa 95% sama maščoba. In mi rabimo dobre maščobe, samo da pridejo najprej iz črevesja naprej v možgane, rabimo B-vitamine. Spet B-vitamin je pa potreben za možgane, da ovoj okrog možganov, v glavnem mielinska ovojnica, je narejena tudi iz vitamina B12. Ja, pa smo spet nazaj. Ja, stročji fižol vsebuje B-vitamin. Zdaj tukaj le imam, v bistvu vmečkrat si pomagam, da vam bom točno povedala. Kaj je še v stročjem fižolu? Magnezij. Magnezij je pa proti krčam. Krčanju, v bistvu proti trzanju mišic. In zdaj, če povežemo to zdaj s srcem in z ožiljem, magnezij pa deluje na normalno delovanje srca. Vemo, da srce začne delovati že zelo kmalu po spočetju in deluje do smrti. Srce je tista mišica, ki začne delovati, ki deluje ves čas, ampak kot vsako mišico, mi moramo mišice nahraniti. In mišice nahranimo z B-vitaminom, nahranimo jih z magnezijem in seveda, če ne želimo, da nam začne mišična masa popuščati, potrebujemo zadostno količino seveda beljakovin. In spet smo tukaj pri stročjem fižolu. Za vse tiste, ki ste vegani, mogoče vegetarijanci, to je odličen vir beljakovin za vas, ki ne jeste živalskega vira beljakovin. Potem kaj še vsebuje? Vsebuje ogromno količino kalija. Kalij je pa potreben za tiste, ki imate visok krvni tlak. In vemo, da je ogromno ljudi z visokim krvnim tlakom. Vsi tisti, ki imate visok krvni tlak, obvezno, vse, kar je zeleno, vsebuje tudi kalij. Kalij vam priporočam, začnite uporabljati tudi zelišča. V vseh zeliščih je kalij, v trpotcu je kalij, v zeleni je kalij, čist povsod in v vseh začimbah, ki jih dajemo tudi poleg omak, poleg hrane, se nahaja prav kalij. Kalij pa po drugi strani preprečuje zatekanje telesa in tisti, ki imate zabuhlo telo, ki imate občutek, da ste celi odtekli, vam manjka kalija. Zato rabite večje količine spet zelenjave. In zdaj pa še ena stvar je pomembna. Vsi tisti, ki imate občutek, da imate zakisano telo. Kdor ima zakisano telo, bi mogel pri vsakem obroku jesti nekaj od zelenjave. Izjema mogoče je samo dopoldanska malca, vse ostalo se vedno vprašate, kje je tukaj zelenjava. In recimo, da si skuhate stročje, ga imate lahko pri kosilu, potem ga lahko okisate, ga imate lahko pri popoldanski malci, pa pojeste zraven košček sira, pa nekaj orehov. In za večerjo lahko spet pojeste stročji fižol, pa nekaj ne pozabite še na druge beljakovine. Ker če imate pomanjkanje vnos beljakovin, o tem vem, da sem že govorila, se začne mišična masa zmanjševati. In če se vam začne mišična masa zmanjševati, pomeni, da izgubite moč, fizično moč. Kaj je še noter? Potem mangan. Mangan je skupaj povezan z ostalimi minerali za obnovo krvi, potem je pa vitamin A, pa C, pa K. V glavnem sploh A vitamin pa K vitamin sta pa potrebna za dobro kri in sta potrebna tudi za imunski sistem. V maščobi topni ti antioksidanti in vitamini, sploh A vitamin, deluje na to, da se dvigne imunski sistem, da se ukrepi imunski sistem. Sploh, če jeste, dobro, tale je svetov fižol, bolj kot je temne barve fižol, več ima noter karotenoidov, rdečih barvil, to je predstopna A vitamina. Glejte, tako enostavno je pri nas v Sloveniji nekaj sam pridelati. Tako enostavno. Dejstvo je, da lahko pridete do svojega vrta. Dejstvo je, da lahko posadite
In tako enkrat mi je en gospod rekel, ja, če pa posadiš, poj ti pa pokradejo. Ja, tudi je možno, če posadiš, da ti polži pojejo. Seveda je možno, da ti ptiči nekaj pojejo. Seveda. Vzemite tako, nekaj mora iti kot za davek, vse ostalo vam ostane. In če 10% poberejo ptiči pa polži, da vam 90% ostane, pa juhej, a ni to super. Tako da delajte v tej smeri, da boste sami čim več naredili v smeri samooskrbe, da se boste naučili proizvajati hrano. Glejte, jaz verjamem v to, da čas, ki prihaja, ja, ni rožnat in ne se bati tega časa. Ta čas je namenjen, da se naučimo nekaj pridelati sami, da se naučimo nekaj poiskati sami v naravi, zato ker narava je tako zelo bogata, ampak smo nepismeni, in da se naučimo živeti z naravo. Ker čas se spreminja in to ni slabo. Vsaka sprememba prinese nekaj novega, nekaj boljšega, res pa je, kdor se oklepa tistega starega, tisto, česar je vajen, ja, potem si pa v stresu. Tako da poskrbite za to, da bo vaša shramba polna obilja. In to pa lahko vsak zase nekaj naredi. Tako da imejte se radi, delajte v tej smeri in boste videli, stvarstvo vas bo podprlo in vam bo dalo ves blagoslov pri tem, ko boste nekaj posadili in bo potem to zraslo. Delajte zato, ker imate radi sebe in radi imate svojo družino.